Lepo pozdravljeni na protestu proti kriminalizaciji novinarstva, ki je del svetovnega protesta za integriteto medijev in svobodo preiskovalnega novinarstva. Z današnjim dnem se pričenja sodni postopek Julianu Assangeu, ustanovitelju Wikileaks. Presodili bodo, ali ga bo Velika Britanija izročila ZDA, kjer mu grozi dosmrtna ječa, zaradi razkrivanja ameriških vojnih zločinov v Iraku in Afganistanu. Assange je bil aprila 2019 po 7 letih političnega azila na ekvadorski ambasadi v Londonu areteran. Danes smo se zbrali, ker ima javnost pravico vedeti, če država deluje v nasprotju z njenimi interesi in ker predstavlja gonja do Assangea način ogrožanja svobode govora v 21. stoletju. Kot družba ne pristajamo na prekrivanje, ki nam ga vsiljujejo represivne oblasti ob žalostni asistenci mainstream medijev in na sankcioniranje objavljanja resnic o kriminalu najhujše vrste, ne pa kriminala samega. O kriminalizaciji novinarstva bodo spregovorili naslednji govorci: Majken Korez, Inštitut 8. marec, Vuk Čosić, spletni umetnik in aktivist, Monika Weiss, novinarka in aktivistka, Andrej Rozman, pesnik, pisatelj in aktivist, Jadranka Vesel, DM25 Slovenija, Urša Orehek, predstavnica Piratov, Sašo Slaček, predstavnik Levice, Nataša Posev, direktorica Amnesty Slovenije in pa Sanja Fidler, predstavnica Protestivala. Zdaj pa bi kar povabila Vuka, če bi začel. Vsako jesen in zimo imajo bakterije in virusi zabavo in pokvarijo vašo. Tantum Verde pomaga pri lajšanju bolečin in oteklin pri vnetju v ustni votlini in žrelu, na voljo tudi v obliki pršila in raztopine za grgranje. Zdravila Tantum Verde so na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Pridite bližje, da se slišimo, ker to ne dela. Usedite se. Najmočnejši med vami se lahko usedejo. Hi. Malo so me zafrknili, mislil sem, da bom v zadnji govoril in povzel vse, kar sem slišal, zdaj sem malo zadregi. Ampak point je preprost. Bal sem se, kaj bo danes, bal sem se, da bo premalo ljudi in sem maltretiral Sanjo zelo tako nečloveško 2 dni nazaj. A si vse povabila. In sem vesel, da je tako. In včeraj sem razumel tudi točno, zakaj sem bil toliko zaskrbljen. V Londonu je bil tak manjši protest na isto temo. Ne vem, koliko, 100 jurov, 150 jurov folka je bilo. Ampak meni je bilo strašno pomembno tam videti 2 osebi. Eno je John Waters, glasbenik, druga ena Vivienne Westwood, ki je tekstile delala v Lifeu. In sem zaštekal, da je ta poanta okrog Assangea tako pomembna, ker je uspela združiti hipije pa punkse. In ta prizor, ki ga imam zdaj pred očmi, mi priteljuje, da je nekaj na tem, kar nas je zbralo tazga, da dobimo tako različne ljudi, predstavnike tako različnih ekip, ki se drugače ne dobivajo, najmanj na ulicah, ko je treba kaj protestirati. In to me navdaja z nekim optimizmom, ker neka matematika je, da pri takih protestih velja, da za vsako osebo, ki se aktivira, je še jurja takih, ki si malo ne ljub hoditi na cesto. Skratka, če pomnožim to, če malo dodam, nas je več kot za celo Slovenijo tle predstavljenih in to je dobra novica. Od svojih ciničnih prijateljev, pa tudi od cinične polovice lastnih možganov skozi poslušam, da ni treba hoditi na take srečanja. Ma dej, to se ureja drugače, to boš ti tam secret handshake v neki dvorni sobi v parlamentu zrihtal, ampak ne, to je bullshit, treba je hoditi na take shode in tudi če nič drugega ne narediš, je že to izraz volje, ki je ključen in zato samo naprej. In zdaj me zelo zanima, kaj je Monika pripravila, ker ima 2 papirja za prebrati. Tako da tu smo, ne gremo nikamor, dokler ne končamo.
lep pozdrav. Jaz bom brala, nisem kot Vuk. In se opravičujem, ker sem malo daljša, ampak mislim, da je treba povedati pač veliko stvari. Danes se postaviti z glasom in svojim telesom za kaj konkretnega, za koga konkretnega zdi tvegano. V nas je odcepljen dvom, vse se relativizira in dlje kot vse traja, bolj se v javnosti načrtno in sistematično gradi kampanjo dvoma, ki šibi upor in zahtevano. Lažje in varneje je zato operirati s splošnimi, občimi zahtevami, ki se ne nanašajo na nič imenovanega, ki naslavljajo vse. Vse in torej nikogar, saj se z občim nišče ne čuti naslovljenega. Današnja zahteva je konkretna, naslovnik je znan. Pregon Assange zaradi objave dokumentov na Wikileaksu, ki ga izvajajo ZDA s podporo Britanije, se mora ustaviti. Dostop do informacij in razkrivanje informacij je in ostaja minimum za kakovostno novinarstvo. Kakovostno novinarstvo pa je minimum za nadzor centrov moči, politike in kapitala in je minimum za državljanski upor proti barbarstvom, ki jih politika in kapital skušata prikriti. Lov, ki ga na Assangea izvajajo ZDA, je lov, ki ga pod krinko sledenja visokih pravnih standardov izvaja oblast, katere barbarstvo je bilo razkrito. Javnost mora vedeti za hudodelstva, korupcijska in druga sramotna dejanja, ki se jih poslužujejo centri moči. To je in mora ostati temeljna misija raziskovalnega novinarstva. To ni zarota, ne vohunjenje. Raziskovalno novinarstvo, ki razkriva, je potrebno braniti in resnico je potrebno ozvočevati, ne preganjati. Preganjati je potrebno laži, zavajanja in prikrivanja, hujskanja, uporabo vseh sredstev za dosego parcialnih ciljev. Boriti se je potrebno tudi proti novinarski relativizaciji in vsegliharstvu, anemičnemu modelu pro et contra pri čisto vsem. Boriti se je potrebno proti apatiji, novinarskemu cinizmu in tudi zabavljaštvu. To nas zares ogroža, ne pa resnica. Pri nas imamo tudi težavo. Oznaki medij in novinarstvo sta eni najbolj zlorabljenih oznak, tudi po zaslugi Ministrstva za kulturo, ki kot medije pripoznava tudi glasnike lažnih novic in razpihovalce lastne superiornosti, ki jim enakovredno dodeljuje medijske subvencije in ki ni sposobno doseči zakonskih sprememb na tem področju. Ko so mediji in novinarji vsi, ni medij in novinar nihče več. Oznaki medij in novinarstvo sta pri nas eni najbolj zlorabljenih oznak, tudi po zaslugi Računskega sodišča, ki je bilo kot nadzornik financiranja političnih strank do nedavnega povsem imuno na tokove tujega denarja v strankarske medije. Pravica vedeti bo pri nas ena najbolj zlorabljenih, vse dokler bodo v največjem tiskanem mediju pisali mnenjske članke PR-ovke zavarovalnic, novinarji pa bodo odpuščali. In če bo ta medij pri danes ključnih temah, kot je varovanje okolja, sledil finančnim interesom svojega lastnika iz gradbeno-energetske branže. Pravica vedeti bo pri nas ena najbolj zlorabljenih, vse dokler mediji ne bodo ozvočevali šibkih, tistih, ki nimajo glasu, pa bi ga morali imeti. To so recimo potlačeni bolni ljudje v Anhovem, ki jih tlači kapital in njegova odvetnica in po novem še pripadniki stranke, katere privilegirani vodilni se samo oklicujejo za drugorazredne. To so recimo vsi in vse, ki ne more govoriti zase, pa je ključno za naše skupno preživetje. V medijih je potrebno zvočevati tiste, ki govorijo v imenu narave, živali in okolja. Novinarstvo pri nas ima velik problem, saj z redkimi izjemami postaja in mi kot družba z njim ujetnih parcialnih interesov politike in kapitala. Pogosto ti interesi niso več niti skriti, niti se jih nihče več nič ne trudi prikriti, ker večine ne zanima in ne gane, vse se relativizira, vključno z odgovornostjo, podsistemi, ki bi morali delovati, pa ne delujejo. Ogromno stvari zato ne dobi potrebnega epiloga. Obeti so slabi. Verjetno je vprašanje časa, kdaj bomo tukaj stali za koga od nas. Verjetno nas bo manj, če bomo s tem smeli sploh stati. Naslednji bo spregovoril Andrej Rozman. Hvala. Dober dan. Ja, pred dobrimi 17 leti, oziroma pred 17 leti, ko smo vstopali oziroma se pripravljali na referendum za NATO in EU in hkrati se je zahodni svet, del zahodnega sveta pripravljal na napad na Irak. Se spomnim, kako smo bili žrtve medijske blokade, kako so tako
mediji v lasti velekapitala kot naša ljuba nacionalna televizija, vsi v en rok trobil in tudi na CNN in BBC nismo mogli se zanesti oziroma so v isti rok trobili in smo bili res, bi rekel, priča ene situacije, ko smo lahko videli, kako pomembni so svobodni mediji in seveda znanje nemščine in francoščine v tistem času. Resnica je edina sila, ki lahko našo civilizacijo reši pred barbarstvom, ki nam že spet grozi. Zato je za cel svet zelo žalosten in zelo zgovoren, kako zelo se te resnice bojijo tisti, ki vladajo Združenim državam Amerike, ki se imajo za izvoznika demokracije. Ker prava demokracija je možna le v primeru, če so volivke in volivci informirani. Vse drugo je virus oziroma demonokracija, kot prav Arundhati Roy. Za Veliko Britanijo, ki je pod parolo Take Back Control izstopila iz EU, je skrajno ironično, da v primeru Assange kaže takšno nesuverenost in ponižnost do Združenih držav Amerike. Velika Britanija, prvoščci končen suverenosti ne bo več pudelj Združenih držav Amerike. Glede na to, kakšen zločin si z njimi naredila z napadom na Irak in več kot 1 milijon mrtvih, ki je sledil temu napadu, bi moral biti v tvojih zaporih nekdo povsem drug, nekdo, ki se ne piše na A, ampak na B. Sramota pa je seveda tudi naša domača sramota je nesuverena država, ki se tako rada, posebej na svojem desnem krilu, sklicuje na vrednote osamosvojitve. Vrednote osamosvojitve so jasno razvidne iz referendumskega vprašanja, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Iz našega hlapčevanja državam, ki kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine ter načela pravne države, je jasno, da Slovenija niti približno ni postala samostojna in neodvisna država. Če bi to postala, potem proti temu, da imajo v Londonu političnega zapornika, ki mu zaradi borbe za resnico in demokracijo grozi smrt v zaporu, ne bi protestirali samo mi, ampak tudi naša vlada. Se Republika Slovenija po 3.a členu naše ustave lahko stopi v obrambno zvezo samo z državami, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. In seveda, resnica in mogoče bi se morali najbolj obrniti na našo ljubo državo, da začne spoštovati ta člen in začne s našimi zaveznicami ravnati tako, kot bi se za suvereno oziroma samostojno in neodvisno državo spodobili. Resnica tudi v primeru Assangea bo na koncu seveda brez dvoma zmagala, ker resnica na koncu zmeri zmaga, ampak nažalost je takrat na koncu ponavadi že prepozno. Zato je treba resnici pomagati, da zmaga čim prej. Zato smo danes tukaj in zato bi morali verjetno apelirati na tiste, ki lahko karkoli naredijo, da se to, kar se dogaja Assangeu in Chelsea Manning in Edwardu Snowdenu, spremeni. Hvala lepa. Najlepša hvala za te besede. Sedaj pa bo spregovorila Jadranka Vesel, predstavnica Dijema 25. Vsako jesen in zimo imajo bakterije in virusi zabavo in pokvarijo vašo. Tantum Verde pomaga pri lajšanju bolečin in oteklin pri vnetju v ustni votlini in žrelu, na voljo tudi v obliki pršila in raztopine za grgranje. Zdravila Tantum Verde so na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Jaz mislim, da je čas, da stopimo v bran za svojega kolega, prijatelja in seveda ustanovnega člana Dijama 25, Juliana Assangea, pa ne zaradi tega, ker je to zadnji trenutek, mislim, da je že davno prepozno, morali bi že davno upiti, ker kaj prodajamo oziroma izgubljamo vsak dan eno kapljico tistega, čemur smo nekoč rekli demokracija. To, kar imamo zdaj, to več ni. Tisti trenutek, ko se lahko znajde človek, ki govori resnico, ki odkriva velike nečiste posle v zaporu, tisti trenutek smo v bistvu izgubili demokracijo. In zato ne bom navajala tistega lepega citata, ko je eden reven, ne moremo govoriti o tem, da smo vsi enako revni. In tokrat smo vsi enako nesvobodni. Zakaj? Če eden ne more spregovoriti resnice, vsi govorimo lahko samo pol resnice. In jaz upam, da se nam bo posvetilo tudi tukaj v Sloveniji, ker jaz mislim, da smo zelo pozabili na nekatere vrednote. Ena je ta vrednota, govoriti resnico. Govoriti resnico in z resnico iti v bitke. Julian je zastavil svoje telo. Jaz mislim, da je tukaj in zdaj trenutek, da začnemo to telo reševati, ker njegova volja je očitno enormna. Za konec, veste, danes, preden se je začelo zaslišanje, so Julianu preiskali celico, ne? Veste, kaj to pomeni? Niso samo ZDA tista sila, grdi terorist ali kaj takega. Vse te države, tudi evropske ostale države so. Samo naj vas spomnim, da v Italiji ne morejo biti protesti, ne? Ker je pač prepoved združevanja že na delu. Pa ne zaradi Assangea, ampak vse prav pride. Hvala. Naslednja bo spregovorila Urša Orehek, predstavnica Piratov. Pozdravljeni vsi podporniki svobodnega, neodvisnega novinarstva. Svobodno novinarstvo se zatira z namenom prikritja zločinov in ustvarja diverzije, s katerim odvrača pozornost od njih. Na vse zločine, storjene v Iraku, Afganistanu ter na globalno mrežo sistematičnega nadzora, nas je opozorila majhna skupina žvižgačev, ki sedaj trpi zaradi svojega razkritja resnice. Po zrežiranem pregonu na Švedskem in 7-letnem skrivanju v ekvadorski ambasadi je po aprilski aretaciji Assange mesece preživel v najstrožjem varovanem zaporu, ker je bil obravnavan kot najhujši zločinec. Posledice izolacije in psihičnega mučenja se je pričela ogrožati celo njegovo zdravje. V ZDA mu grozi krivičen sodni proces na podlagi suma vohunjenja, zanikanja ustavno zagotovljenih novinarskih pravic je kar 175 let zapora. Vse to, ker je svetu povedal resnico. Na nas je, da zahtevamo odgovornost zločinov in zaščito tistih, ki grozodejstva razkrivajo. Pokazati moramo, da tovrstnega ravnanja, direktnega pljuvanja resnici v obraz ne bomo dopuščali. Zahtevamo Assangeovo izpustitev. Assangeova svoboda je naša svoboda. Za konec naj pozdravim besede Edwarda Snowderja. Pomislite na priložnosti, ki jih imate, kajti heroji ne obstajajo. Nihče vas ne bo rešil. Obstajajo le herojske dejanja in herojske odločitve. So le ljudje, ki vlidevajo grozodejstva in pomislijo. Morda lahko nekaj naredim, verjetno ne morem popraviti vsega, morda lahko stvari premaknem, morda lahko naredim nekaj dobrega, morda sem ravno jaz tisti človek, ki ga čakam. In ko začnete razmišljati na tak način, sprevidite, da to tudi ste. Hvala. Hvala lepa.
Naslednja bo spregovorila Nataša Posel, direktorica Amnesty Slovenije. Pozdravljeni, hvala. Danes smo tukaj, da s tisoči, 10 tisoči, 100 tisoči po svetu zahtevamo izpustitev Assangea. Julian Assange je obtožen zgolj zaradi objave razkritih dokumentov v okviru njegovega dela pri Wikileaksu. Gre za dejanja, ki jih pri opravljanju svojega dela redno izvajate preiskovalni novinarji. Gre za legitimna in zakonita dejanja in kot taka se nikoli ne bi smela preganjati. Danes smo tukaj, da jasno povemo, da je interes javnosti, interes vsakega posameznika, ker pravica javnosti in vsakega posameznika, da smo obveščeni o tem, kaj delajo naše vlade. Assange je preganjan zgolj zaradi objave razkritih dokumentov, ki so vključevali tudi morebitno vojno hudodelstva storjena strani ameriške vojske. In danes smo tukaj, da zahtevamo glasen ne zastraševanju novinarjev in drugih, ki razkrivajo nepravilnosti oblasti. Zato od ZDA zahtevamo takojšen umik vseh obtožb glede vohunjenja in umik vseh drugih povezanih obtožb, ki grozijo življenju Assangeu in ki so temelj ameriške zahteve po njegovi izročitvi. Na tak način bo omogočena njegova izpustitev. Če ZDA obtožb ne bodo umaknile, morajo oblasti Združenega kraljestva zagotoviti, da se Juliana Assangea nikakor ne izroči Združene države Amerike, kjer bi bil v realni nevarnosti resnih kršitev človekovih pravic. Oblasti Združenega kraljestva so jasno in nedvomno zavezane, da ga ne pošljejo v ZDA. Mednarodno pravo in standardi človekovih pravic prepovedujejo, da bi se posameznika poslalo v drugo državo, če je tam v realni nevarnosti resnih kršitev človekovih pravic. Če bi Assangea izročili ali na kak drug način poslali v ZDA, bi Združeno kraljestvo te obveznosti kršilo. Assangeu bi lahko v priporu v ameriških zaporih grozile razmere, ki bi lahko predstavljale mučenje in drugo slabo ravnanje, če omenim samo dolgotrajni izolirani pripor. Poleg tega je zelo realno tveganje za nepošteno sojenje, glede na to, da so proti njemu visoki predstavniki ameriške vlade že usmerili javno kampanjo, ki je že temeljito spodkopala njegovo pravico do domnevne nedolžnosti. Nepopustljiv pregon Assangea predstavlja totalen napad na pravico do svobode izražanja in na pravico, da smo obveščeni o zadevah, ki določajo naše usode. Zato ZDA in Združenemu kraljestvu jasno in glasno sporočamo: 100 tisoči ljudi po vsem svetu, mednarodno pravo in pravičnost smo na strani Assangea. V Amnesty smo sprožili tudi globalno peticijo, s katero ameriške oblasti pozivamo, ki nas danes tukaj direktno ne slišimo, naj opustijo vse obtožbe proti Assangeu. Zato vas prosim danes vse, da to peticijo podpišete, tisti, ki je še niste, na voljo na amnesty.si ali danes tukaj pri sodelavki ali meni ravno kar. Hvala. Hvala lepa. Naslednja bo spregovorila Majken Korez, predstavnica inštituta 8. marec. Globalen porast protimedijske retorike, sovražnega govora in skrajnega populizma so privedli do najbolj nevarnega časa za novinarski poklic v zadnjih desetletjih. Ogroženost svobode govora je čutiti povsod po svetu. Ta prevzema razne oblike, od ustrahovanja, izgube delovnega mesta, do groženj, napadov na življenje in zapornih kazni. Za zaščito pred tako imenovanim fake newsom je zakon bolj kot kadarkoli skrito orožje za omejevanje svobode govora pod krinko varnosti. Kot v Maleziji, kjer grozi novinarjem do 6 let zapora za poročanje o lažnih novicah. Katere to so, je seveda odvisno od takratne pozicije vlade. Glede na Odbor za zaščito novinarjev je 2/3 vseh zaprtih novinarjev zaprtih zaradi tako imenovanega protidržavnega delovanja. Toda protidržavno je vse tisto, za kar se v primeru avtoritarne vlade lahko vodstvo odloči, da je protidržavno. Zakonodaja, ki kriminalizira poročanje in razkrinkavanje krivic, ljudem na pozicijah politične oziroma družbene moči omogoča, da to zakonodajo izrabljajo v svoj prid. Omogoča jim, da pod pretvezo državne varnosti nadzirajo medijsko produkcijo.
Omogoča jim, da novinarje ustrahujejo, preganjajo in zapirajo. Kar pa je morda še najbolj nevarno, omogoča jim, da čez čas še tega ne rabijo početi. Saj je strah pred pregonom ali celo izgubo življenja vodi v dejanja samocenzure, ker je strah najmočnejše orožje. In ta strah ni neutemeljen. 74% novinarjev živi v državah, v katerih je svoboda obveščanja tako ali drugače zatirana. Turški Can Dündar od leta 2016 živi v izgnanstvu v Evropi, potem ko je razkrival turško tihotapljanje orožja v Sirijo. Venezuelski Tulio Alvarez je bil zaradi razkrivanja korupcije obsojen na 18 mesecev zapora. Dafne Caruana Galizia, umorjena leta 2017 na Malti zaradi zapisov na blogu, ki so razkrivali korupcijo v državi. Jan Kuciak, umorjen leta 2018 na Slovaškem zaradi preiskovanja davčne goljufije poslovnežem s povezavami do vplivnih slovaških politikov. Viktorija Marinova, umorjena leta 2018 v Bolgariji zaradi preiskovanja nezakonitega porabljanja sredstev Evropske unije. V Evropi je bilo v svetovnem merilu do nedavnega stanja še najboljše, a smo kljub temu priča zaskrbljujočemu trendu protimedijske retorike in to iz ust političnih akterjev. Sistematične kritike medijev so postale močno politično orožje, tudi pri nas. Strankarski mediji, lastniško ali politično povezani s političnimi strankami, širijo ne le sovraštvo do medijev, temveč tudi lažne novice. Koncentracija lastništva v rokah peščice škodi pluralizmu medijske krajine. V Sloveniji pa prav tako zakon, ki ščiti pred kaznivimi dejanji zoper čast in dobro ime, še kako izrabljajo osebe na pozicijah moči. Toda ne smemo se pustiti ustrahovati. Zdaj je bolj kot kadarkoli prej čas za glasno naslavljanje nepravic, za glasno razkrinkavanje korupcije, za pritisk na odločevalce, naj uvedejo zakonodajo, ki ščiti integriteto novinarjev in za pritisk, da se obstoječe zakonodaje ne uporablja, da se jim škodi. Stopiti je treba skupaj, da se ohrani integriteta novinarskega poklica, ker je strah močno orožje, a skupnost je še močnejša. Hvala. Hvala, Martin. Sedaj pa še zadnjega govorca, Sašo Slaček, predstavnik Levice. Mislim, da predvsem dva koščka, recimo uganke, pomagata razumeti, s čim imamo opravka. Eno je, da je lani posebni poročevalec Združenih narodov za mučenje opozoril, da pri Assangeu ugotavlja znake skladne z dolgotrajnim psihološkim mučenjem. Združeno kraljestvo je seveda vse pozive, da glede tega ukrepa in da zagotovi varnost, v bistvu že preživetje in dostojanstvo zapornikov odklonilo. Drugo je, da na drugi strani Atlantika Združene države hočejo Assangeu soditi po zakonu o špionaži iz leta 1917. Skratka, gre za popolno zlorabo zakona, ker je popolnoma očitno, da tu ne gre, nimamo opravka z špionažo, temveč z razkrivanjem informacij v javnem interesu. Gre za dokaze o vojnih zločinih, ki so se dogajali v Iraku in Afganistanu in o manipulaciji, ki je omogočila in podprla te invazije. In s tem oblasti ZDA jasno dajejo signal, seveda ob sekundiranju Velike Britanije, da je razkrivanje zlorab oblasti in kršitev človekovih pravic grožnja njihovi nacionalni varnosti in bo kot takšna tudi preganjana. Slišali smo, da je zagrožena kazen čez 170 let, tako da tudi če crkne v zaporu, bo še tam očitno gnil 100 let. In tu je res velik razkorak med temi kaznimi, zagroženimi kaznimi Assangeu kazni, ki je doletela Chelsea Manning in seveda tu zagroženi kazni Edwardu Snowdenu, ki je še vedno na begu in kazni med tisti, ki so zagrešili kršitve človekovih pravic, na katere Assange in drugi opozarjajo. Torej ne gre tu za nikakršno krivdo Assangea pri vseh teh postopkih, temveč preprosto za kriminalizacijo kritike oblasti in za kriminalizacijo
svobode izražanja. In mučenje, ki ga je Assange deležen v Veliki Britaniji in drakonske, popolnoma nesorazmerne kazni, ki mu grozijo v ZDA z zlorabo zakonodaje, z neuporabo popolnoma napačnega zakona, kažejo na to, da je tu Assange pač nam vsem v svarilo. To je poanta tega, kar se tu dogaja. Ne gre za en primer, gre za kriminalizacijo kritike oblasti, za kriminalizacijo svobode izražanja in za svarilo nam vsem, ki bi nas mikalo storiti kaj podobnega, da naj se pazimo, ker bo kazen prav tako drakonska in nesorazmerna kot v tem primeru. In zato je pomembno, da nismo tiho in da se tu oglasimo in jasno povemo, da je to nesprejemljivo. Jaz bom samo zaključila ta protest. Zahvaljujem se vsem, ki ste prišli, res lepo videti. Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Tako število. V bistvu govorci in govorke pred mano so povedali vse, kar sem hotela povedati. Za mene je nehvaležna funkcija biti zaključna govorka. Tako da lahko rečem, da žal mi je, da ni predstavnice ali pa predstavnika Društva novinarjev Slovenije. Smo jih pozvali, obljubili so, da bodo sporočili, vendar se na koncu niso odzvali. No, danes smo videli, da so dali vsaj izjavo javno, s katero nasprotujejo izročitvi Juliana Assangea. Tako da preostane nam samo še, da mogoče pozovemo britansko vlado, ki jo zastopa ambasada v tej stavbi, sporočamo jim, da ne pristajamo na razmere, v katerih se zločini najhujše vrste interpretirajo kot državna skrivnost, pa vojaška skrivnost, in da skrivanje teh zločinov preganja kot vohunstvo. Zahtevamo in pozivamo britansko vlado, da preneha s tem pregonom, ki traja že 8 let in izpusti človeka na prostost. Vabim vas, da še ostanemo nekaj minut, kakšno minutko še na stolih. Predlagam, da gledamo v stavbo predstavnike britanskih oblasti in se potem v miru razidemo. Hvala.